Čisto kot za lokalni. Potovanje z muzejskim vlakom je res nekaj posebnega in prečudovitega. Kamorkoli se peljemo z muzejskim vlakom po Sloveniji, je to res neko posebno doživetje. Seveda je pa največje in najlepše doživetje prav v bohinjski progi. Bohinjska proga ima v sebi neko posebno dušo in ko takole gledam našo pokrajino in potnike, ki uživajo v vožnji po tej lepi pokrajini, po Baški grapi, se enostavno v Sloveniji sploh ne zavedamo, kaj imamo, kaj nudimo. In v vsakem primeru se moramo potruditi, da bomo čim več, predvsem tujih gostov, pripeljali v Slovenijo, da poleg Bleda in pa vseh ostalih, bomo rekel, destinacij po Sloveniji vidijo tudi to bohinjsko progo. Ni zastonj, da spada med 10 najlepših v Evropi, ne? Ja, res je. Ni zastonj, konec koncev na celotni progi je ogromno mostov, viaduktov, vseh objektov, preko 69. Seveda je pa še nekaj prav posebnega Sokanski most, ki smo ga pred kratkim vlečkali, se pravi most za največji most v Evropi. Nazaj v neke druge čase, v neko nostalgijo te vrne ta vlak, ne? Seveda, para, dim in pa navsezadnje uniforma iz časov Avstro-Ogrske, ja, to je res tista prava štimunga. Kakšna štimunga je bila v zlatih časih bohinjske železnice na tem vlaku? Kakšne dame so potovale? Kako je bilo tlele potovati na Dunaj, na primer? Na Dunaj potovati, ja, to se ni dejansko mogel vsak privoščiti. Koliko časa je trajalo, da si iz Jesenic do Dunaja prišel in kako imenitno je bilo to potovati? Da si iz Jesenic do Dunaja prišel, je takrat trajalo dobrih 10 ur. No, zdaj bi bili na Dunaju prej z vlakom kot v 10 urah, je pa res, da pred tolikimi leti si lahko iz Jesenic do Dunaja potoval ali pa konec koncev iz Nove Gorice ali Trsta ali iz Benetk direktno do Dunaja. Zdaj, na žalost, tega več ni. A včasih je bilo potovanje z vlakom prestiž, razkošje, a so samo noble dame potovale, pa fini gospodje? No, potovali so različno po razredih, tako kot so imeli tudi na Titaniku, pod polubju mesto, tisti, ki so imeli nekako, bom rekel, tretji razred, ne? Tako je bilo tudi tukaj, imeli so prvi, drugi in pa tretji razred. In potniki, dvorne dame, ki so imeli karte za prvi razred, so imeli včasih celo svoj salon, kjer so imeli svojo pomočnico, ki jih je stregla, svojo spalnico in pa tako majhno kuhinjo. In tako imamo tudi še danes v Slovenski železnici. Katere znane osebnosti so se tekom zgodovine vozile s tem vlakom? Zdaj ste me pa našli. Ogromno. Angleška pisateljica. Agatha Christie. Točno tako. Pa še marsikdo drug. A se kakšen umor zgodil na teh vlakih, ki je neobičajnega, nekaj tacga ekstra? Na področju Slovenije oziroma za tisti čas še Avstro-Ogrske ne pomnim, da bi se kakšen tak neljubi dogodek zgodil. Razen tisto, kar je bilo v filmu Umor na vlaku, ampak to ni bilo pri nas. Kaj pa v drugod po Evropi so se dogajali umori na vlakih? Kaj vse se dogajalo tam na teh vlakih? Bilo je vse, bilo je od roparskih napadov, se pravi ropanja samih potnikov, konec koncev rop poštnega vagona, kjer se je vozilo poleg pisem, tudi denar in podobno. The